Na Gospodarski zbornici Slovenije je potekala že 15. svečana podelitev nagrad Netko 2013. Žirija, sestavljena iz izbranih strokovnjakov, je izbirala zmagovalce v različnih kategorijah. Zadnji glas pa je pripadel ljudstvu. Po koncu podelitve smo prejemnike nagrad povprašali po njihovih projektih. Moja matematika je prejemnica nagrade v kategoriji najbolj prijazna spletna vsebina za otroke. Kakšen je bil pravzaprav vaš projekt? Pripravili smo spletno vadnico za najmlajše. Želeli smo jim pripraviti veselje z matematiko. Ob tem, da imajo na voljo ogromno nalog, s katerimi lahko vadijo matematiko, imajo tudi njihovi učitelji možnost, da spremljajo, kako dobri so otroci. Kaj pa vam pomeni prejem nagrade Netko? Kar veliko, ker smo se zelo potrudili in tako kot otroci v spletni vadnici dobivajo nagrade za svoje dobro znanje, nam to predstavlja tudi nam, ker je ta nagrada tudi nam prijetno občutek dala. Po nagrado za agencijo leta ste prišli že s 4 kipci, prejeli še 5. in to že drugo leto zapored. Kako vam to uspeva? Jaz gledam, da smo prav pod srečno zvezdo rojeni. Ampak to, kaj zraven tole za obljubo. Ženske, moški skupaj in potem to očitno privede do nekih dobrih nagrad. Kaj pa vam pomeni nagrada Netko? Vedno neko potrditev, da smo na pravi poti, po drugi strani pa še večja odgovornost, da oblikujemo spletno komuniciranje ali pa da dajemo neke nove izzive tudi drugim. Konec koncev delamo v zelo taki močni konkurenčni panogi, kjer je zelo veliko res dobrih konkurentov in seveda je to samo še neka večja odgovornost in pa potrditev. Kako pa bi opisali sam projekt Zaobljuba.si? Na kratko ali na dolgo? Na kratko. Gre za orodje, v bistvu interaktivno orodje, ki pomaga pri organizaciji poroke, seveda pa v ozadju skriva ogromno nekih takih posebnih v internetu rečenih featurejev, ki ga naredijo posebenega in ga naredijo tudi zelo interaktivnega. Ste prejemniki nagrade Glas ljudstva. Kaj vam pomeni nagrada Netko? Ta nagrada nam je še posebno draga, zato ker prihaja strani naših uporabnikov. Bolha je na trgu že 14 let, kar pomeni, da je postala del slovenske tradicije in je zato prisotna skoraj v vsakem slovenskem gospodinjstvu. In od vseh nagrad smo si želeli najbolj to nagrado dobiti. Povejva še, kaj predstavlja vaš projekt. Vsi poznamo projekt Bolha, kako pa bi ga vi opisala s svojimi besedami? Bolha.com je spletni oglasnik, na katerem lahko vsak od nas proda rabljeno blago, pač stvari, ki jih ima doma v garaži, v kleti, na podstrešju, ki mu jemljajo prostor. Torej vsako stvar lahko proda in kupca vedno najde. Na drugi strani pa lahko vedno tudi kupi ali rabljeno ali novo. Praktično na Bolhi najdete vse, od znamke do hiše, pa od mobilnega telefona do avtomobila. Kakšen je bil projekt Mestne knjižnice Ljubljana? Ta projekt smo delali približno 2 leti. Objavili smo spletno stran letos aprila. Bistvo te spletne strani je pa v tem, da nekako pokaže, kako vse ljubljanske knjižnice delujemo v celem mestu. In iz tega je izhajal tudi prvotni načrt, kjer smo postavili vse tiste stvari, za katere želimo, da se vidijo, da jih ljudje najdejo, da jih poiščejo. In pa osnovni koncept, da bi naredili za različne ciljne publike nekoliko različno spletno stran. Ravno tako je za nas v knjižnici pomembno, da lahko uporabljajo spletno stran tudi tisti, ki so morda invalidi ali pa imajo kakšne druge težave. Zato se spletna stran lahko prilagodi tudi slabovidnim in pa tudi dislektikom. Tako da imamo, mislim, vse možne uporabe, ob tem pa, da so v bistvu strani namenjene tudi posebej otrokom, posebej mladim, starejšim in tako naprej. Zdelo se nam je, da lahko na ta način bolj ciljno publiko usmerimo v tisto, kar jo zares zanima. Drugače pa nam se je zdelo, da
je v naši hiši tako veliko neke inovativnosti in veliko znanja, da lahko to sami naredimo in v resnici smo večino tega projekta naredili sami z lastnimi močmi. Edino nekoliko je bilo tega oblikovanja, za kar smo zelo hvaležni našim sodelavcem zunanjim, ki so z nami sodelovali zelo uspešno. Ampak na koncu smo videli, da je ratov en zelo dober projekt in da ga lahko pokažemo tudi drugim. In prijavili ste ga na nagrado Netko. Kaj vam ta pomeni? Ja, zdaj ta hip težko rečem, v bistvu smo zelo ponosni na to. Zdi se nam, da recimo kot knjižnica nekako mogoče se ne pričakuje, ne, da lahko dobi tako nagrado, bolj smo navajeni na medijske hiše, morda na neka taka propulzivna podjetja, ampak mi mislimo, da smo pa v javnem sektorju tudi mi v bistvu zelo propulzivni, veliko imamo novih idej, ogromno projektov izvajamo, zelo veliko se pri nas dogaja, tako da v končni fazi niti ni čudno, no. Zato smo se tudi prijavili, ker smo videli, da je projekt dobro uspel. Menite, da je internet orodje, ki lahko ponovno približa knjigo bralcem? Ja, vsekakor. Knjižnice smo ene najbolj informatiziranih inštitucij že vsaj 20 let, če ne več. Torej brez računalnikov, brez informacijskega sistema si knjižnice že dolgo sploh ni mogoče predstavljati. In splet je pa seveda še samo ena dodatna stopnja, ki pač omogoča ljudem, da od doma, od kodarkoli in tudi z različnimi napravami dostopajo do naših informacij oziroma do tistega, kar oni pravzaprav potrebujejo v določenem trenutku. Omenili ste, da je sam projekt pravzaprav namenjen prebivalkam in prebivalcem Kopra. Kaj jim ponuja? Projekt kot sam ponuja veliko, predvsem pa Luka Koper okolju in prostoru veliko jemlje in je prav tudi, da okolju in prostoru vrača in ta komunikacija z lokalnim okoljem, s prebivalci je izjemnega pomena, kajti Koper je pristaniško mesto in živeti s pristaniščem je način življenja. In je prav, da se kot uprava družbe zavedamo te odgovornosti do lokalnega okolja, predvsem pa, da se z razvojnimi načrti Luke Koper poistovetijo predvsem njeni prebivalci, kajti prebivalci mestne občine Koper, kajti Luka Koper je samo ena izmed prebivalk mestne občine Koper in vkolikor se bomo držali po strani, vkolikor bomo razmišljali, da smo sami sebi namenjeni, prav gotovo bomo v razvojnem smislu doživeli veliko zaustavitev, veliko nepotrebnih blokad. Zato sem se odločil kot predsednik uprave, da se nekako lotimo drugače, da komunikacija z prebivalci doživi tudi na spletni strani, predvsem komunikacija v smislu, da nam povejte nam, kaj želite, povejte nam, kaj bi pa vi, kaj vi pričakujete od nas in tukaj je ta interaktivnost in ta sinergija in jaz sem zelo zadovoljen, da smo danes prejeli tako nagrado, da smo bili videni tudi z očmi strani tistih, ki seveda tudi ocenjujejo tak pristop, tak korporativno komuniciranje, kajti mi nismo namenjeni sami sebi, na koncu koncev smo zadovoljni in veseli, da lahko vračamo kraju, v katerem delujemo in živimo in soustvarjamo naš vsak dan. Za svoj način korporativnega komuniciranja ste prejeli nagrado Netko. Kaj vam ta pomeni? Kot predsedniku uprave v imenu vseh seveda sodelavk in sodelavcem se zahvaljujem vsem, ki so nas seveda prepoznali in izbrali in nam to nagrado podelili. Štejemo veliko čast in zadovoljstvo, da je Luka Koper prejemnica take zame izjemno pomembne nagrade, kajti kultura dialoga in način komuniciranja je izjemnega pomena za vse nas. Če bi se ljudje bolje posvetili komuniciranju in razumevanju drug do drugega in seveda predstavljanju tega, kar počnemo in za kar smo dejansko ustvarjeni, za kar dejansko obstajamo in s čemer se ukvarjamo, če znamo to predstaviti in če znamo upoštevati seveda predloge in pobude vseh, ki so ustvarjamo neko delovno in življenjsko okolje, potem pa bomo lažje seveda napredovali, kajti če ne napreduješ, potem stojiš in če stojiš, seveda stagniraš. Mediji in informativni portali. V tej kategoriji ste kandidirali in nagrado tudi osvojili. Kaj vam ta pomeni? Mislim, da je nagrada odlično sporočilo manjšim in regionalnim časopisom, medijem,
da se enakopravno lahko kosajo tudi z velikimi. Ne. Lahko povem, meni so povedali, da Gorenjci precej škrtarijo, ampak jaz bi rekel, z novicami zagotovo ne. Zato, ker je bilo precej dela, leto in pol praktično smo delali na tem portalu, je bilo ogromno stvari, ampak ta nagrada je prav lepo priznanje na koncu, tako da smo zelo veseli. Kako bi opisali svoj projekt? Kot polne roke dela. Kaj pa sicer, se v vašem podjetju veliko ubadate tudi s tem, kako se promovirati preko spleta? Absolutno, to je digitalje nasploh prevzema svoj kanal, v katerem se odpirajo nove možnosti in absolutno mediji temu morajo slediti. Tako da še posebej to velja za manjše regionalne medije, ki so majčkeno mogoče v zaostanku napram večjim, bolj izpostavljenim medijem državnim. Tako da še posebej ravno zaradi tega ponavljam, da je to lepa nagrada ne samo za gorenjski glas, temveč tudi za sploh slovensko regionalno novinarstvo. Rekli smo, nagrada Netko ni kuhinja. Je to res? To je res, ja. Način, kako smo sestavljali žirije, potem postopki, kako žirija deluje, so organizirani okrog informiranja subjektivnosti avtoritativnih posameznikov. Pazili smo pri sestavi žirij, da gre za ljudi, ki so jaki, bodisi v neki panogi, ki je predmet ukvarjanja, bodisi v tehnološko, spletno, digitalni, rečemo temu, sceni. Tako da ti neko nagrado, naprimer za medije, določijo ljudje, ki so istočasno, oziroma žirija, v kateri sedijo ljudje, ki so ali jaki poznavalci medijske teorije, predavatelji ali protagonisti, in ljudje, ki so na webu naredili marsikaj in znajo videti, rečemo, blef nadaljavo. Mama Manka bi rekla, da ni nič razumela, je bilo pa ziher pametno. Kakšna je nagrada Netko bila letos? Kakšna je bila letošnja bera tako tistih, ki so zanjo kandidirali, kot pa potem tudi samih nagrajencev? Problem Netkota je, da gre za natečaj. Nagrade dobijo tisti, ki se prijavijo. Nažalost, Netko ne more biti tisti, ki pokrije vse področje in najde kaj fajnega novega. In zato kakovost spletnih mest ali pa projektov, ki končajo v ožjih izbirah in kot nagrajenci, ni dober vzorec dejanskega stanja v celotni digitalni sferi na Slovenskem. To je nujno treba reči, da bi potem rekli, da bera ni čisto idealna.